Franci Matos. Bila sem v njegovem energijskem svetu in to je bila ena prava grozljivka. Ampak na koncu, ko je bilo te zgodbe konec in sem prišla do njega, mi je rekel, da jaz ta pravega hudiča sploh še nisem srečala in da sem softič. In to me je seveda absolutno razpizdlo. Ok, potem, ko sem jaz naredila vpogled za Roberta Goloba, sem razmišljala, kdo bi bil naslednji. In nekako me je najbolj pritegnil Franci Matos, ki je v tistem obdobju ravno kandidiral za ministra. Že ko sem v bistvu gledala to listo kandidatov, mi je Franci Matos nekako izstopal. Ampak nisem bila še čisto prepričana, ali bi si res izbrala njega kot naslednjega, ali bi morda izbrala koga drugega. Ravno tisti vikend, to je bilo konec maja, začetek junija, pa se je začelo ful govoriti o njemu po spletu. In bil je precej na tapeti, zaradi česar sem si rekla, ja, on bo prava izbira. Jaz delam vpoglede ob sredah in v torek sem bila še vedno tako malček v negotovosti, nisem bila glih še čisto prepričana, ali bi res šla v njegovi svet. In ko sem šla v torek zvečer spat, sem šla pokukat v Prebujeno kraljestvo, da bi videla morda malček, kaj se obeta, če grem v svet od Francija Matosa. Torej, Prebujeno kraljestvo je energijski svet od Janeza Janše in da zdaj izdam to majhno skrivnost. To je bila v bistvu ukradena trdnjava. Ta izkušnja je opisana v prvi epizodi serije Prebujeno kraljestvo. Ko sem jaz Janezu pomagala prečistiti to ukradeno trdnjavo, se je spremenila v Prebujeno kraljestvo. V tej trdnjavi, prebujeni, pa sva našla nekaj zelo, zelo posebnega. In sicer v tej trdnjavi ima on urejen dostop do vseh politikov na energijskem nivoju. Namreč, pazi to, jaz lahko delam vpogled za tiste osebe, s katerimi sem v direktnem kontaktu, tiste, ki mi odprejo pot v njihov energijski svet, odpreš jo tako, da investiraš svojo energijo, da mi daš energijo, s katero jaz potem lahko najdem pot, da pridem v tvoj energijski svet. To je ena možnost. Druga možnost pa je, da lahko vstopim v energijski svet tistih oseb, ki so me čustveno, s katerimi imamo neko čustveno povezavo, bodi si pozitivno ali negativno. Se pravi, če nek politik naredi nekaj, kar v meni prebudi močna čustva, takrat se vzpostavi ta povezava in jaz lahko vstopim v njegov svet. Zdaj, ker so tukaj možnosti omejene, ko se pogovarjamo o politikih, zato ker jaz ne poznam praktično nobenega politika, torej nimam direktne povezave, in marsikateri politiki delujejo bolj v ozadju oziroma niso toliko izpostavljeni oziroma ne delijo svojih del javno, potem tudi težko pride do čustvene reakcije. Zdaj to, da mi je Janez Janša pokazal to ukradeno trdnjavo in da sva jo spremenila v Prebujeno kraljestvo, mi omogoča direktni dostop do energijskih svetov politikov. Namreč z Janezovo energijo sva na energijskem nivoju, sva jaz in Janez ful frenda, pač ful, ne vem, ful zanimivo. In je vzpostavljena ta čustvena povezava. Več o tem sem govorila že na začetku obstoja tega kanala Gola Slovenija, ko sem si Janeza Janšo izbrala za moj eksperiment. Takrat se je že v bistvu zgodila neka, ne vem, neko sožitje najinih energij, ali kako bi temu rekla. Sicer jaz sem ga takrat še vedno ful, nisem ga marala,
sem ga še vedno ful prezirala, ampak se je to spremenilo zdaj, ko sem začela malček bolj to raziskovati. Skratka, Janez Janša je v državnem zboru, on je politik in logično pozna večinoma vse pomembnejše politike ali pa je z njimi v direktnem kontaktu. In ker sem jaz zdaj frendica z Janezom Janšo na energijskem nivoju, mi to omogoča, da preko njega dostopam do vseh teh svetov. To je to prebujeno kraljestvo. V glavnem, v torek zvečer grem jaz v prebujeno kraljestvo, Janezu Janši povem, da bi rada pokukala v svet od Francija Matoza, da vidim, če je tam notri kaj zanimivega. In on me je peljal do vrat, na katerih je bil napis Franci Matoz. Vprašal me je, če sem pripravljena, in ko sem rekla, da sem, je odprl vrata v njegov svet. Zdaj ponavadi, ko mi odpre vrata, vstopim v nekakšno meglico ali pa v kakšen hodnik, tunel, karkoli. Tokrat, ko odprl vrata, sem že takoj videla njegov svet. In to, kar sem videla, me je ful presenetilo. Bilo je vse nekako črno. In zdaj črnina pogosto, ne vedno, ampak pogosto nakazuje na neke težke, temne energije. Jaz sem se že znašla kdaj v kakšnih zažganih svetovih. Če so svetovi zažgani, to pomeni, da je da se je zgodila neka močna čustvena reakcija, taka burna, nek ful hud konflikt, ki je dobesedno skuril vse. Ampak recimo, dostikrat pa pridem v kakšno tako temno klet ali karkoli takega. Tokrat je bilo drugače. Vse je izgledalo, kot da je polito z nekakšno črno zadevo, z nekim črnim oljem, kot da je bila to nekakšna surova nafta, ampak ni bilo tekoče, je bilo prav tako oljnato, ampak tako lepljivo, tako vse nekako kot katran. Evo, kot tisto, s čimer delajo ceste. Tako je izgledalo. Vse tako črno in lepljivo, vse je bilo polito s tem. In tam sem zagledala Francija Matoza, ki je ležal na tleh na enem stebru tako. Tudi on je bil cel polit s to črno gmoto, razen glava ni bila polita, samo tako malček imel. In videla sem njegovo belo srajco, ki pa je bila recimo od sredine trupa navzdol pa čisto zalita s to črno lepljivo gmoto oziroma zadevo. Ker je to izgledalo tako lepljivo, sem vedela, da bo to težko očistiti, ampak jaz sem vseeno stopila notri v ta svet, da sem si to malček boljše ogledala. Ko sem vstopila notri, je bil občutek zares neprijeten. Nekako sem imela občutek nekakšne radioaktivnosti, skoraj kot da bi prišel v Černobil. Tak občutek, nekako se čutilo neko energijo, ki je zelo, 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 zelo škodljiva. Hkrati se je čutilo neko piskanje, tako piskanje, kot da je nekaj narobe, ampak fora je bila, da piskanje se je čutilo, ampak nisem ga slišala. Radioaktivnost se je čutilo, ampak nisem je občutila. Torej, čeprav je bil nek občutek radioaktivnosti, jaz nisem izgubljala energije ali pa padala v nezavest ali pa da bi se mi začelo blesti ali karkoli. Jaz sem bila normalna, jaz sem bila čutila sem stabilnost v svoji energiji. Prizor in neki tej občutki pa so bili čisto nasprotje tega, kar sem zaznavala na svojem energijskem telesu. In to se mi je zelo, zelo, zelo nevarno, ker če je recimo nek svet radioaktiven, ampak to v navednicah, to ne pomeni, da je zares radioaktiven, pomeni samo, da ti črpa ful energije in da ful hitro izgubiš zavest, kar pomeni, da padeš hitro ven iz sveta in ne moreš nič rešiti, ne moreš nič nadaljevati, ne moreš nič doseči. Ampak ker je bilo čutiti nekakšno radioaktivnost, neko piskanje, neko lepljivo snov, nekaj težkega, hkrati pa se je zdelo vse ful normalno, sem se tega kar malček ustrašila, ker
dokler je pač neka radioaktivnost, veš, kaj moraš narediti, moraš se ali zaščititi, ali to uničiti, ali kakorkoli. Če pa čutiš neko radioaktivnost in hkrati je ne čutiš, je to nek občutek, zaradi katerega se ti zazdi, da je v ozadju nekaj veliko, veliko težjega in bolj nevarnega. Jaz sem šla nazaj, tako ritensko, rikverc, sem šla nazaj ven na hodnik Prebojenega kraljestva in ko sem tako pogledala Janeza Janšo, sem videla v njemu nasmeh, tak. Šel je on naprej po hodniku in tam na koncu hodnika ima tako veliko mizo z ekrani, z gumbi. Na tej mizi, to je njegova nekako kontrolna pisarna, preko vseh teh naprav, lahko on mene spremlja, ko grem v kakšen energijski svet preko njegovega sveta. In potem pa grejo tako naprej dol polkrožne stopnice, ki vodijo v to avlo, kamor jaz pridem, ko vstopim v Prebujeno kraljestvo. Zdaj, kar me je tle ful presenetilo, je bilo to, ker sem v tem trenutku videla Janeza Janšo točno takega, kot je v resnici. In to je vedno fenomenalen, fantastičen občutek, ki ga lahko doživiš na energijskem nivoju. Namreč jaz, ko srečam določene ljudi, jaz jih ne vidim take, kot so. Pač vidim nekakšno gmoto energije, vidim oči, usta, vidim kakšen detajl specifičen od te osebe, ampak v bistvu se gre bolj za notranje vedenje. Torej, vem, kadar srečam neko osebo in vidim pač neko figuro človeško, vem, da je to nekdo. Moji možgani ne generirajo teh slik tako natančno, oziroma od nobenega možgani ne generirajo slik na energijskem nivoju tako zelo natančno, ker je nebistveno. Zakaj bi se možgani matrali za brez veze, če ti veš, da je to Janez Janša? Zakaj bi ti ustvarjali sliko in se trudili narediti en ful dober render te energije, ker ni potrebe po tem. Ampak, ko pa se to zgodi, torej, kadar ti na energijskem nivoju vidiš človeka točno takega, kot je, in to vidiš lase, obrvi, trepalnice, gubice na koži, teksturo kože, pač vidiš vsake te, vidiš obrazno mimiko zelo natančno, vidiš točno, katere mišice napne in vse to. To je en tak prav poseben trenutek in takrat vem, da sem ujela avtentičnost te osebe. Naprimer tudi, kadar delam vpoglede za ljudi, ki jih ne poznam in nimam pojma, kako izgledajo, ko pridemo do njihove avtentičnosti, se mi njihova energija pokaže točno taka, kot je. In je res neverjeten občutek, ko to doživiš. Dostikrat ne znam pol opisati natančno vseh detajlov, ampak se gre za tisti občutek notranjega vedenja, ki je prav, ne vem, navdihujoč. Skratka, jaz sem videla Janeza Janšo točno takega, kot je, imel je tak nasmešek. Ampak čutilo se pa je tudi malček stiske v njemu. Namreč jaz sem potem nekako zaslutila, da se je on smehljal. Zakaj? Zato, ker je videl, da sem prestrašena. In to mu je dalo nek tisti igrivi ton v smislu, haha, sem vedel, da nisi ti tako močna in tako dobra, kot govoriš. No, zdaj pa si prišla sem, pa si že cela presrana. Sem vedel. Ampak bila pa je v njemu tudi nekakšna stiska, kot nek občutek, ker on je že dojel, da sem jaz dosti bolj pogumna in dosti bolj izkušena, kot je on sprva predvideval. In ustrašil se je, da je zdaj ta izziv pri Franciju Matozu morda malček too much za mene, da morda je šel korak predaleč. In ga je po eni strani torej nasmejalo, zato ker v navednicah nisem tako dobra, kot sem se mu hotela predstaviti, hkrati pa ga je zaskrbelo, da ni morda on šel malček predaleč z vsem tem skupaj in me v bistvu peljal v svet, ki je malo preveč zahteven, glede na to, kje sem zdaj jaz. Dobro. Sem rekla, ok, pridem jutri, je dovolj zanimivo, bomo pogledali, kaj se dogaja. In res pride ta sreda, končno jaz grem na energijski nivo, da naredim vpogled za Francija Matoza.
In seveda, ko delam zares, grem najprej v Lumi svet. To je moj energijski svet, tam imam en tak čudovito palačo. Jaz sem bila v svoji energijski pisarni, ko je prišel končno Leon. Leon je moj vodnik, ki me pač pelje tja, kamor moram iti, oziroma mi pomaga na teh energijskih nivojih. Potrkal je na moja vrata in rekel je, da je čas, da greva. Ko sva hodila po tem hodniku, sem ga vprašala, ali ima morda za Francija Matoza kakšno darilo, da mu odnesem. In šla sva v eno sobo, kjer ima ful takih polic in na teh policah en kup raznoraznih stvari. In vzel je eno tako zadevo iz police in mi dal v roko in rekel, evo, to je darilo za Francija Matoza. Zdaj, jaz, ko sem to darilo gledala, nisem videla jasne slike, kaj naj bi to bilo. Vse, kar sem videla, je, da je izgledalo skoraj kot nekakšen pokal, ampak ni imel tiste tipične čaše, kot imajo ponavadi pokali, ampak je bil nekako drugačen. Videla sem en tak podstavek, kamnit, tako kvadraten, gor je bila neka ploščica z nekim napisom, potem pa je bilo gor na tej kamniti kocki nek zlat kipec, tak majhen. Ampak nisem pa točno uspela videti, kaj to je. Nekaj sem se matrala, ampak sem rekla, da se nima veze, pač važno, da bo Franci Matos zadovoljen in to je to. Jaz pa Leonu zaupam, zato sem vedela, da bo vse ok. Z Leonom greva do takega posebnega dvigala, on mi odpre vrata, jaz grem notri, čez nekaj časa se vrata odprejo na drugi strani in ko izstopim, pridem v avlo prebujenega kraljestva. To je taka okrogla, lepa avla. In tam me je Janez Janša že čakal, šla sva po takih polkrožnih stopnicah v zgornje nadstropje. Tam ima potem on te svoje mize s temi računalniki in aparaturami. In potem greva naprej po takem hodniku, ki v bistvu gre tako v krogu. Šla sva do vrat, na katerih je pisalo Franci Matoz. In je rekel, da če sem pripravljena, da mi bo odprl in da grem lahko notri. Jaz mu rečem, ja, gremo. On vrata odpre, ampak tokrat ni bil isti svet. Za vrati sem opazila en dolg hodnik oziroma tak tunel. In to je normalno, se pravi, to je nek prehod iz enega sveta v drugega in greš pač čez tunele, čez meglice, kakorkoli. In super, jaz grem v ta črn tunel in hodim. Zdaj, ko sem hodila po tem tunelu, je ful tako donelo, kot da bi hodila po kontejnerju, teh tovornih kontejnerjih, ki jih imajo pač na ladjah ali pa kamioni. Se pravi, ful je tako kovinski zvok je bil, ful je odmevalo. In jaz hodim in hodim po tem dolgem hodniku, ko končno pridem do enih vrat. Primem jaz za kljuko in ko sem jaz potisnila kljuko dol in že začela odpirati vrata, nenadoma me preseneti nekakšna zelo močna sila, ki je prišla od zadaj in me dobesedno tako prav zalepla gor na vrata in šla čez mene in pobrala iz mene vso energijo, ki sem imela v sebi. In lih v tistem trenutku sem jaz nekako uspela ta vrata odpreti, ampak me je ta energija tako zadela, da sem dobesedno padla na tla in obnemela. Zdaj seveda na energijskih nivojih, če umreš, v bistvu ne umreš, ali pa če padeš v nezavest, ne padeš zares v nezavest. Ti greš lahko ven oziroma opazuješ sebe iz nekih drugih perspektiv. In tako sem jaz opazovala sebe, tam ležim na tleh, v nezavesti, fertik. In gledala sem, kje sem sploh prišla. In vidim, da sem v bistvu v Francijevi pisarni, energijski pisarni. Bila je taka majhna pisarna, dosti manjša recimo od pisarn, ki sem jih videla, ko sem raziskovala pisarne teh naših politikov v predvolilnem času. Imela je tako eno mizo, ki je bila ob steni, za to mizo je bil stol, za stolom je bila v bistvu stena pa okno, in bil je še en stol pred to mizo, potem je bil tle en tak ozek prehod, potem pa takoj stena in tle pač neke police z nečim.
Na drugi strani pa tudi ni bilo nič, razen opazila sem še ena taka bolj ozka vrata. In to je to, kar je bilo njegove pisarne. Zdaj, ko je Franci mene zagledal tam na tleh, da ležim, je takoj prišel do mene, se sklonil k meni in me začel prebujati tako. Hej, 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 a si v redu, si v redu. Ker nisem bila odzivna, je bil v rahli paniki in takrat je vzel telefon in poklical Janeza Janšo. Povedal mu je, da me je očitno prestregla ta neka energija, da sem čisto izgubila zavest in da ležim v njegovi pisarni na tleh in da on ne ve, kaj narediti. Čutilo se je paniko, čutilo se je strah, čutilo se je, kaj naj naredim, hitro. In Janez je rekel, vse je pod kontrolo, ne se sekirati. Teja ve, kaj dela, je v redu, pridem ti pomagati. In res, Janez vstane, gre v ta hodnik, hodi on po hodniku. In ko je hodil po hodniku, jaz sem čutila v njemu, da ga je strah, da bo tudi njega prestregla ta energija, ampak hkrati je bil v njemu nek pogum, ker on točno ve, kaj ta energija je, točno ve, kako se z njo soočiti. Ampak hkrati ta energija je tako močna, da tudi najmočnejše lahko sesuje na tla. On hodi po tem hodniku in ko je prišel do teh vrat, se je njemu zgodilo isto. Spet pride ta val te energije, ga porine in pade po tleh, ampak on je ostal še pri zavesti. Ko je videl mene, ga je to hitro panika, in veš, kdaj si v paniki, ko prije panika, ko te našopa adrenalin, ko si poln tega adrenalina, ki kar dobiš neko super moč. No, tako nekako je bil pač Janez Janša, uspel je ostati nekako zbran, priseben, pač sklonil se je tam k meni, me tako dvignil, pač tako v naročje. In mi je tako odprl usta, pol je pa vzel iz žepa neke kapljice in mi dal par kapljic na jezik. Zdaj, te kapljice so mi pomagale, da sem nekako začela biti odzivna, da sem tako malo odprla oči, pa in on me sprašuje, si v redu, si v redu, a boš zmogla, boš zmogla. In jaz nisem zmogla, jaz sem začela spet tako in sem spet zaspala oziroma padla v nezavest. Tle se je čutila pri njemu, da je bil ful pod stresom. Tisti isti občutek, fuck, to je bilo preveč za njo, šli smo predaleč. Ampak vseeno je ostal zbran in pol mi je tako dvignil glavo, pač dvignil je tako brado in iz žepa je vzel neko injekcijo in jo prislonil sem na vrat. Zdaj, ko sem jaz to videla, jaz sem se vprašala, what the fuck is that? Kakšna injekcija neki, zakaj uporablja ta človek neke injekcije? Zdaj, edina stvar, ki me je, dve stvari sta me pri tej injekciji pomirile. Ena je ta, da je njegova žena zdravnica in zato sem sklepala, da ima injekcijo čisto iz takega konteksta, ker je nekako energijsko v zdravstvu oziroma povezan s tem zdravstvom in nekako v tem vidi on več zaupanja. In sem rekla, ok, mogoče ta injekcija nekako se povezuje s tem. Hkrati pa me je pomenilo tudi to, ker sem videla v injekciji tako lepo mavrično svetlobo, tipično lumi svetlobo oziroma lumi barvo. To je taka mavrična barva, kjer prevladuje predvsem taka modra, rožnata, taka lepa prelivajoča se barva z takimi nežnimi bleščicami. Ker sem videla te dve stvari, oziroma ker sem videla tudi to barvo, sem sklepala, da to je nekaj dobrega. Zato sem mu dovolila, mislim, itak nisem imela druge izbire praktično, ampak sem mu dovolila, da pač on naredi to, kar mora. In dejansko mi je tle najdel neko žilo ali neki, porinil injekcijo notri in spustil. V tistem trenutku jaz sem bila spet jaz sem bila, yes, gremo. Evo, sem prisebila, super, odlično, super se počutim, gremo naprej. Ampak v tistem trenutku pa je Janez izgubil ogromno količino energije. In tukaj sem videla ta trenutek, recimo, ko ga kdaj doživiš, ko si kdaj soočen z neko težko preizkušnjo, na primer kakšna nesreča ali pa se zgodi nekaj, kar je res grozno in ti si edini, ki lahko to rešiš. In takrat tudi, če si pod neverjetno paniko, tudi če si pod ful velikim pritiskom, ti
ti ta adrenalin in um, ta notranji občutek, da moraš to rešiti, ti pomagajo, da ti v tistem trenutku ostaneš sfokusiran, da narediš, kar imaš za narediti, da to spelješ. Ampak, ko je te situacije konec, pa pride vse za tabo, ne? Ko adrenalin popusti, pride vse nazaj in takrat ponavadi te to sesuje, ne? In takrat se v bistvu sedeš in rabiš en čas, da priješ k sebi. No, in to se je zgodilo torej Janezu. Tukaj sem videla, da je on bil res pod velikim pritiskom, pod veliko paniko, pod močnim stresom, mi je pomagal priti k sebi, ampak ko je bil ta del mimo, je on bil čisto seseden. Usedel se tam na nekakšen fotelj, ki je tam v kotu, in jaz sem tle videla priložnost, da ga naučim nekaj novega. In sem mu rekla, da jaz ne uporabljam injekcij, ampak jaz delam pač take energijske čajčke z lotosovim cvetom. In v bistvu imam ene take okrogle šalčke, v katere natočim pač, ne vem, vodo. In potem da notri ta svetlobni lotosov cvet, izberem pa tako barvo, katero čutim, da pač energija te osebe to potrebuje. Potem, ko aktiviram ta čaj, se ta lotosov cvet začne lepo tako vrteti in se zgoraj ustvari tudi taka ena lepa spirala. In ko spiješ ta čaj, je občutek tak, kot da bi spil nekakšen čaj, v katerem se preliva tudi gosti sirup, tak prijetno sladek, in v bistvu ta energija ti potem da tudi moč, oziroma ti povrne tvojo energijo. Jaz za njega naredim ta čajček, on to spije in mu rečem, da to je boljše kot injekcije, se zdi malo bolj prijazno. On to spije, dobi energijo in potem je rekel, pač, ok, jaz se zdaj v redu počutim, evo, vaju pustim sama, zrihtajta, kar imata za zrihtati. In Janez Janša gre. Zdaj ostanem jaz sama s Francijem Matozem v S Francijem ostanem sama v tej pisarni, in me povabi, da se usedem na stol nasproti njegove mize. Jaz se lepo usedem, on se usede tam na svoj stol in mu dam na mizo to darilo. Se nekaj, da imam za njega neko darilo in če mu je všeč, ne. In on je to vzel in je začel gledati in rekel, da mu je ful všeč. In takrat sem počasi začela videvati, kaj sploh to darilo je. Bil pa je nekakšen tak kipec, bila je ena taka zlata krogla gor in krogla je imela en tak obroč. Izgledalo je kot planet Saturn, ampak na ploščici pa je pisalo nekaj, kot da je bil Uran. Uran. A je planet Uran? Ne vem, zdaj me je spomnilo na Uran. Zdaj sem pa pozabila, ali je, čakaj, oh my god, čakaj samo malo, to je fail. Moment. Ok, to je bil brain fart. Ja, Uran, pisalo je nekaj na ne vem, nisem videla. Ampak fora je bila, da je ta krogla lebdela, ni bila pritrjena, ona je dobesedno lebdela v zraku nad to ploščo. In ta krog je tudi lebdel, ni bil z ničemer nič povezan. In v bistvu me je zanimalo, ker jaz sem videla, da je on navdušen nad tem darilom in me je zanimalo, kaj je to darilo, kaj mu njemu pomeni. In je rekel, da, zdaj se ne spomnim točno, kako je on to opisal, ampak obrnil je to, ta kipec narobe in spodaj je bil nek tak gumbek, na katerega je stisnil in se je ta krogla začela v bistvu vrteti in tudi ta obroč se je tako pač vrtel okrog te krogle. Ampak to je vse skupaj lebdelo. In je rekel, da njemu je ful všeč ta kipec zato, ker na nek način prikazuje tisto neverjetno stabilnost in lahkotnost hkrati. Podobno kot planeti, ne. Planeti so zelo velika, ogromna masa neke materije, ki lebdi nekje v vesolju in se pomika po nekakšnih nevidnih tirnicah. In v bistvu planeti so zelo težka zadeva, ampak lebdijo v zraku, ne. In imajo to stabilnost, ko se vedno pomikajo po enem in istem tiru, nič jih ne spravi ven iz tira. In to se mi je zdela taka zelo zanimiva metafora. Zelo en tak zanimiv simbol. Pol sem tudi ga vprašala, da zakaj piše na ploščici Uran, če je to pač Saturn, ne, ker Saturn ima ta obroč.
Ne spomnim se točno, kaj je tle argumentiral, oziroma kako je to on interpretiral, ali kaj je on tukaj rekel, ampak mogoče niti ni bistveno. Skratka, ful mi je bilo všeč to njegovo darilo in kaj, in v bistvu pomen tega darila. Ne? Kako, ker recimo tudi, ko si taknil to kroglo, ki je lebdela, si čutil, da ona lebdi, da ni na nič pritrjena, ampak se ni premaknila. Tudi če si s silo ful močno, ona je ostala tam stabilna, ampak lahko, tako kar lebdela je v zraku nad to ploščico. Se pravi, tudi to je mene navdihnilo, mi je dalo en tak lepo predstavitev teh energij, ali kakorkoli bi rekla. Njegovega značaja morda. Ok, on je bil zadovoljen, to si tam postavi in potem sem rekla, ok, super, ne, kam bova zdaj šla, kam me boš peljal, kaj bova raziskovala, kaj bova reševala, ne, kaj, ne, kam gremo. In on mi reče, pa lej, pa saj so lahko tle, lahko me pač recimo karkoli vprašaš, če te karkoli zanima. Zdaj to mi je bilo malo dolgočasno, ampak jaz sem se spomnila, ne, v eni od prejšnjih epizod sem lih razlagala, ne, v bistvu v tem blebetu, ko sem razlagala o ministrih in sem mu rekla, da me zanima v bistvu ta odvetniški poklic, ne, kako točno to deluje, ne, ker nekako si ne znam predstavljati, zdaj, če pride nek kriminalc do tebe, ne, pa reče, jaz sem obsojen za to in to, prosim, reši me kazni, ne. Kako ti kot odvetnik si lahko ponosen na to, da si kriminalca opravil kazni, ne, in kako v bistvu sploh ta odvetniški poklic deluje, zakaj to sploh obstaja, ne, zakaj obstaja možnost, da kriminalci najamejo odvetnika, ki jih potem opere kazni oziroma reši krivde. In on mi je tle ful to lepo razložil, jaz sicer nisem šla preverjati, ali dejansko je to point odvetniškega poklica ali ne, ampak glede na to, kar mi je on povedal tukaj na energijskem nivoju, se mi zdi zelo logično in zelo smiselno, zato si mislim, da dejansko je tudi tako. Ampak rekel je, da njegova naloga ni to, da kriminalca opere krivde, ampak njegova naloga kot odvetnik je to, da on zagovarja pravice, ki jih ima kriminalc. Namreč, ali pa pač nekdo, ki je naredil zločin, ali pa nekdo, ki je bil pač tožen. Ne, dajmo reči kriminalc. Ker dostikrat je tako, da marsikdo lahko toži iz neke hudobije in hoče nekega človeka prikazati kot kriminalca, pa ta v resnici sploh ni. In njegova naloga kot odvetnik je, da ščiti to osebo pred tem, da bi dobila kazen, ki ni sorazmerna z njegovim kriminalnim dejanjem. In da v bistvu zmaga kot odvetnik pomeni že to, da si pač uspel doseči oziroma ustvariti oziroma pride do tega, da je ta, ki je bil tožen, dobil čim manjšo kazen. Pa ne zato, da bi ga rešil neke krivde, ampak zgolj zato, ker s tem pač pokažeš, da znaš pravilno argumentirati zadeve in da znaš pravilno obrniti situacije sebi v korist. In jaz sem ga pol tle spraševala, tudi tako pač, čakaj, kaj je bilo še? Da dostikrat, ja, to sem ga vprašala, ne, zakaj sploh rabimo odvetnike, ne, pa zakaj tega sodnik sam ne presodi, ne, saj sodnik je tam zato, da on posluša eno stran pa drugo stran in potem pač določi pošteno kazen. In je on rekel, da v bistvu v našem svetu, fizičnem, imamo te zakone, ki so tako zelo kompleksni, en izključuje drugega, oni dodaja temu, pač, se pravi, ful je nekih, pač to je cel zapleten sistem s temi zakoni in ful je pomembno, da ti poznaš, kaj so ti zakoni, kaj so še neki drugi zakoni v ozadju. In kot odvetnik v bistvu svetuješ svoji stranki, kako naj se zagovarja na način, da si ne ustvari še dodatnih problemov, zato ker bi lahko rekla nekaj, kar izpade čisto narobe in potem v bistvu dobiš še neko dodatno kazen, ki je sploh ni zagrešil, ampak samo zato, ker je uporabil neke besede ali pa rekel nekaj na način, kar je dvoumno in ta dvoumnost potem odpre eno novo sfero možnih napak, ki jih je ta oseba zagrešila in tako dobi nepravično kazen.
Kajti ful je dosti krat pomembno, kako ti opišeš neke stvari na sodišču. Torej, recimo, nek človek, ki se ne spozna na vse te zakone, ne ve, kako točno delujejo te sistemi sodišč in tega v ozadju, bi lahko čisto naivno oziroma čisto sproščeno, elegantno povedal po resnici, kaj se je zgodilo, ampak bi nekaj povedal na tak način, da bi bilo takoj sumljivo in to bi potem druga stran, se pravi tožilec, bi to takoj izkoristil sebi v prid, zato da doda še dodatno kazen. In tudi rekel, ne, marsikateri tožilec, a je tožilec ali je tožnik? Ne vem, z teh besed ne. V glavnem ta, ki toži, ne, dosti krat so tej toliko jezni zaradi nekega dejanja, ki ga je naredil ta, ki ga tožijo, da avtomatično hočejo doseči, da ta oseba dobi še več in še več kazni. Čim več. Oni hočejo od njega čim več denarja zvleči, čim več kazni, da ima, se ga čim bolj. Ne, in je rekel, to ni pravično, in zato jaz kot odvetnik, ki recimo zagovarjam nekega kriminalca, poskrbim, da je ta kriminalec dejansko pošteno obsojen in to je tudi nagrada. In zdaj, če pride nekdo, ki ga tožilec označi kot ful velik kriminalec, on pa meni pove, da ni tega zagrešil, je ful lepa zmaga, ko to na sodišču uspemo dokazati in potem tista druga stran v bistvu popuši, ne. Tako da ne gre se za to, da bi on reševal kriminalce pred kaznijo, ampak njihova naloga je, da poskrbijo, da je obravnava pravična in tudi da svoji stranki svetuje pri tem, kako odgovarjati na določena vprašanja, da ne bi zabredel v še večje težave, kot v teh, v katerih se je znajdu. Meni se je zdela njegova razlaga tako všeč in v bistvu tako lepo je povzel strokovnost tega poklica. Zdaj seveda jaz težav ne znam opisati točno, nisem znala opisati točno z njegovimi besedami, ampak mislim, da sem se kar dobro izkazala. V bistvu mi je bilo tako všeč, da sem tudi sama spremenila pogled na odvetnike. Namreč, jaz sem večkrat razmišljala o tem, če bi mene nekdo tožil in da se jaz znajdem na sodišču, pač jaz bi se hotela zagovarjati sama. Ne bi jaz hotela zdaj nekega odvetnika. Pač zakaj odvetnika? Jaz hočem se zagovarjati sama, a nimam dovolj sposobnosti, da jaz povem, kaj je bilo, kaj ni bilo in da potem pač sodnik pravilno odloči. Ampak zdaj po tem pogovoru, ki sem ga imela s Francijem Matozem, na energijskem, ne vem, kako se sklanja, v bistvu sem ugotovila, da je odvetnik nekaj, kar dejansko ful potrebuješ in je en res tak poklic, ki ti lahko ful pomaga. Žal imamo tak sistem, da je, kar je, zakomplicirano v božjo rame in pač zagovarjati se sam je, kadar imaš neko resno zadevo na sodišču, skoraj nemogoče. Ker tudi, če ti poveš točno tako, kot je, te oni zataknejo za neko stvar tam, ki piše v nekem ne vem kakšnem členu, katerega zakona, ampak samo zato, ker si ti tam nekaj omenil, vidiš, zato pa ne moreš. Recimo, podobno izkušnjo sem imela s Fursom, ki so me napačno, vse je bilo striktno po pravilih, ampak come on, ne, lahko bi malček pogledali, kdo pač kot človeka za to številko in pogledali dokaze, ki sem jih posredovala, ampak pač ne in niso tega upoštevali. Zdaj, če bi jaz vprašala Francija Matoza ali pa, dobro, Franci Matoz, ne vem, ni glih za ta področja, po mojem, ampak če bi našla nekega odvetnika oziroma strokovnjaka, ki razume delovanje Fursa, verjamem, da bi pa on morda mi znal svetovati, kako pripraviti pritožbo na način, da bom dosegla svoje. Sicer mislim, da s Fursom se ne da, to je bitka z mlini na veter, ampak ok, pustimo stati. Skratka, ful mi je bilo to všeč, ta najin pogovor. In pol, ko sem jaz videla, ok, super, ta poklic tako deluje, ok, kaj pa zdaj, ne, kam greva? Je on rekel, ja, nič, ne, to je to, mislim, imaš še kakšno vprašanje, ne vem, te še kaj zanima. In jaz sem bila
malček tako razočarana, kao ne, pa kaj to je to, pač zdaj smo šele začeli, mislim, se smo še nismo nič naredili, ne, pač zdaj greva nekam, kaj sem zadnjič videla, ne, gremo tam, kaj je to, kaj je bilo zdaj tisto, ne. In zdaj, ker je on videl, da sem jaz vseeno precej navdušena, je rekel, ok, ajde, dej pa greva, no, te peljem. In sva šla tle, ker so bila ta manjša vrata, taka ful ozka vrata, skoraj si mogel iti tako na postrani notri, ker so bila tako ozka. Greva čez ta vrata in prideva v neko stopnišče, stopnice so šle na dol, bile pa so take kovinske stopnice in to je izgledalo kot nekakšen skoraj zasilni izhod iz te pisarne, tako nekako je bil ta vibe v tem stopnišču. Zdaj mi dva hodiva dol po teh stopnicah in hodiva in bilo je več nadstropij. Ampak bolj kot sva šla navzdol, bolj se je čutilo neko tako težko energijo in ful močen pritisk. Podobno kot takrat, ko se greš potapljati v zelo, zelo globoko vodo, ko čutiš pritisk v glavi in moraš pihniti čez zaprt nos, da se ta pritisk uravna. Ampak to je bilo še hujše, pač še več pritiska, ki ga čutiš tudi tako na telesu, ko te začne prav tako nekako stiskati in se nekako tako, kot da se začneš pogrezati nekako. Ampak je bilo vse skupaj dosti obvladljivo, Franci Matos je bil z mano, on je izgledal v dobrem stanju, tako da sem se odločila zaupati. In končno mi dva prideva do nekih vrat, bila so taka dvokrilna kovinska vrata, videla sem pa, da se te stopnice še nadaljujejo, ampak navzdol, ne, ampak ko sem pogledala tja, to je bilo tako temno, tako nekako prav tak zvok. Tak zvok se je nekako slišal iz tam, ne zares, ampak energija tega zvoka je prihajala tam. Pač sem rekla, ok. Zdaj, on je odprl ta vrata in je rekel, oziroma on je primil zakljuko in je rekel, glej, če si pripravljena, greš lahko se notri raziščeš, ampak jaz grem gor. In jaz sem rekla, ja, valjda, cool, let's go. On odpre vrata, grem jaz v to sobo notri in pol on ta vrata za mano zapre. Zdaj ta soba je bila popolnoma črna, temna, pač tema je bila, tema kot v riti. Pač dobesedno ni se videlo ničesar. In jaz gledam, kaj zdaj, malček tipam tako, ampak pred sabo, ampak čutila sem, da sem v neki odprti sobi. No, potem sem si vklopila night vision, da sem jaz lahko sploh videla, kje sem. In tako, ko gledam, jaz sem opazila, da sem v nekakšni kopalnici. Pač bila je taka starinska kopalnica, velika, prazna, nekako vse, cela v ploščicah, vse gor do stropov. In bile so tako kot neke verige, neki tako, ampak mene je ta scena spomnila na film, na neko grozljivko. Jaz takrat nisem vedela, za katero grozljivko gre. Sem pa par dni nazaj šla to raziskovati, sem vprašala ChatGPT in mi je bilo ful zanimivo. Namreč naj povem še en detajl. Zdaj, ko sem videla en video od Francija Matoza, preden sem še naredila vpogled za njega, je bil nek video, kjer je v bistvu, pač zdaj, ko so imeli, ne vem, ali z novinarji ali nekje je bil, nekje sem ga tako videla v motionu, ne, se pravi v gibanju, ne na sliki. In ko sem videla njega, kakšen je, tako, zares, sem videla, da ima tako ful majhno telo, pa tako ful, precej veliko glavo napram njegovim ramenom. In njegov obraz, tako kot ima pač poteza obraza, me je spomnilo na eno lutko iz neke grozljivke. In zdaj ti bom jaz pokazala, kjer je ta lutka. Čakaj, da najdem. Aha, evo jo. Pač mene je njegov obraz spomnil na tole zadevo, na to lutko. Zdaj, zakaj? Verjetno zato, ker ima Franci Matos tako precej močne ličnice. In pač, ok, zdaj je on že malo starejši, pa tako nekako, pač ne pravim, da je on, da zgleda kot ta maska, ampak nekako jaz sem, nekako mene osebno spomnilo na to. No, in jaz sem pač pristala v uni kopalnici, po tem pogledu, čez par dni, jaz grem raziskovati, iz katerega filma je ta kopalnica.
in ugotovim, da je to iz filma Žaga. Ups, iz filma Žaga, kjer v bistvu igra točno tale lik. In to mi je bilo nasploh, what the fuck. Ok, tega takrat jaz še nisem vedela. Torej, jaz sem videla to kopalnico, vedela sem, da me to spominja na neko grozljivko. In jaz se sprehajam po tej kopalnici tako previdno, ko kar naenkrat pride neka zadeva, neka pošast, ma ne pošast, bil je kot pač nekdo me je primil tako za vrat in me porinil ob steno in me tako močno držal za vrat, da jaz tega prijema nisem mogla nikakor spustiti, nikakor. Jaz sem provala tako z rokami odpreti prste, ampak to je bilo trdo, kot da bi bil en bodybuilder, ki bi držal, oziroma nek močen moški, ki bi držal nek kozarc in dvoletni otrok bi proval pač te prste premakniti in ne moreš, pač dobesedno zabetonirano. In zdaj jaz tle nisem vedela, kaj narediti, zato sem pač šla ven iz tle in šla nazaj v pisarno od Francija Matoza. In sem ga vprašala, kaj the fuck is that? In on je rekel, aha, si ga srečala? No, to je neka energija, ki je jaz ne znam razrešiti. In me bremeni že zelo dolgo časa. Zdaj, ko je on to rekel, jaz sem rekla, ok, got it, gremo nazaj. Jaz sem takrat dobila zagon, ok, če ti ne znaš rešiti, bom pa jaz rešila, ne, jaz znam vse rešiti, ni izziva, ki ga ne bi mogla pogruntati. Mislim, seveda obstajajo taki izzivi, ampak načeloma vedno najdem kakšno rešitev. In ga jaz vprašam, če grem lahko spet, ne, dol in da to pravim rešiti. In rekel, glej, če se počutiš v redu, če imaš pogum, če čutiš, da zmoreš, seveda, pač pejdi, bodi previdna in želim ti vso srečo. In res jaz grem skozi ta vrata dol, grem po teh stopnicah in pridem do teh vrat. Zdaj, ko sem jaz hotela ta vrata odpreti, sem začutila, da drsim v blodnje. Kaj so blodnje? Ne znam opisati točno, natančno, kaj to je. Gre pa za nek tak vortex energij oziroma nek vakuum energij, nek čuden prostor, kot da bi padel v nekakšno, kot da bi te povleklo v neko čudno sfero in ko ti padeš v te blodnje, je konec. Ponavadi je konec. Ko enkrat padeš v blodnje, ne moreš več nikakor ven. Ne moreš. Ti ostaneš notri ujet v teh blodnjah. Kaj to pomeni, da se ne boste ustrašili? To pomeni enostavno, da si v neki fazi pač da ne moreš nadaljevati vpogleda. Vse, kar lahko narediš, je to, da odpreš oči, se zbudiš, poješ nekaj, spiješ malo vode, greš malo na zrak, karkoli, da se spet prizemljiš oziroma da prebudiš svoj in potem v najslabšem primeru oziroma pač potem, kar lahko narediš, je, da greš še enkrat na energijski nivo in greš še enkrat do tja in pač probaš te blodnje premagati. Ampak blodnje pomeni pač, da padeš v neko vibracijo, kjer ne moreš pač ven. In v bistvu včasih, če padeš globoko v te blodnje, se je ful težko tudi zbuditi, ker, pazi to, ker ko si ti v teh blodnjah, ne veš, ali spiš, ali to, kar doživljaš, je resnično. To je en tak zelo srhljiv občutek, ampak hkrati ful navdihujoč. Je hkrati strašno, ampak hkrati ful vznemirljivo. Ker ti z zavestnim umom še vedno veš, da ti ležiš na postelji, da imaš zaprte oči, da ti pač to sanjaš. Tega se še vedno zavedaš, ampak hkrati se tega ne zavedaš, zato ker prizori, ki se ti kažejo v blodnjah, so tako resnični, da dostikrat ne veš, ali ti gledaš z očmi, ali si vse to domišljaš. In potem pride ta misel, pa saj jaz vem, da imam zaprte oči, imam gor prevezo za oči, se pravi, imam zaprte oči v resnici, ampak zakaj jaz vidim to tako živo? In to prav vidiš živo, Jaz tega ne znam opisati bolj doživeto kot tako, ker to je res en tak neverjeten občutek in dostikrat v blodnjah imaš občutek, da gledaš ti skozi oči neke druge osebe. Da si ti v telesu neke druge osebe.
In je vse tako resnično. Pač ti vidiš tako živo sliko, kot da bi gledal z odprtimi očmi. In je full crazy feeling za možgane, ker možgani pridejo v neko fazo, ko vejo, da je to neka vizija, ki jo ustvarjajo možgani, oziroma pač, da je to nek energijski nivo ali kakorkoli, hkrati pa ne vejo, ker je slika tako živa, da ne morejo reči, to sanjam. V blodnjah doživiš ogromno, ogromno stvari v zelo kratkem času. Ponavadi, ko padeš v blodnje, si tam ujet vsaj pol ure, težko se spraviš prej ven. Torej, pol ure si ujet in ne veš sploh, koliko časa je minilo. Ali je minilo 5 minut, pa zdi se ti, da si tam 5 minut, a v resnici si že pol ure po našem času. Ko si v blodnjah, pa imaš dostikrat občutek, da si tam ujet 10 let. Ali pa še več. Ti vidiš ne vem kaj vse, različna življenja, en kup misli. To gre toliko enih možganov, to gre toliko enih informacij čez tvoje možgane, da je neverjetno. In to, ko se ti kaj prikaže, si prav uno, zdaj sem zvedel resnico življenja. Je res crazy, trippy feeling. Ampak pol, ko ti končno uspe se zavedati, da si dejansko v blodnjah in da moraš najti pot ven, in ko ti dejansko uspe prepričati možgane, da se zbudijo, da odprejo resnične oči in da resnično pogledajo v svet, takoj, ko ti to uspe, takoj, ko priješ nazaj v svoje fizično telo, pozabiš vse, kar se je dogajalo v teh blodnjah. Vse. Ctrl-A, delete. Ni več nič. Ostanejo mogoče samo kakšni fraktali, nekih spominov, v bistvu bolj nekih občutkov. Spomniš se, da si gledal skozi oči nekoga drugega, da si videl svet nek drug, da si videl informacije, ampak ne moreš opisati več nič. In je grozen občutek. Mislim, grozen, zoprn je, ne? Ker ti hočeš narediti neko pogled, hočeš nekam potovati, pol pa padeš te blodnje in gotovo je, ne? Pač zgubiš ogromno energije, ne? Ko priješ nazaj v fizični svet, ne moreš zdaj kar spet nazaj iti, ker ne vidiš nič, pač imaš nekaj časa temo v mislih. Tako da res ni fajn in treba se tega izogibati, včasih pa tudi grem kdaj v blodnje, ker je pač zabavno, po drugi strani, ne. Ampak tokrat ne, nisem hotela iti v te blodnje. In takrat razmišljam, kaj zdaj narediti, ker če grem notri v to sobo, jaz vem, da bom padla v blodnje in se bom zgubila, pač konec je. In tako pogledam in zagledam te stopnice, ki vodijo dol, ki sem jih videla že prej, ko sem bila s Francijem tukaj, ne. Ampak je bilo ful temno. In tak zvok, energija tega zvoka. Ampak sem rekla, dobro, ajde gremo rešiti let, gremo to temo, kot da gremo v blodnje. Okay. Tako da grem jaz dol po teh stopnicah in pridem v spodnji štuk, isto neka vrata. Grem jaz v to sobo notri in je bila spet nekakšna kopalnica, ampak tokrat sem videla malo več. Prišle so pa neke pošasti, nek stvor čudaški, kot da bi vzel človeka, mu skrajšal hrbtenico, mu podaljšal noge, noge so koščene, prsti so dolgi, z dolgimi nohti, obraz, zobe ima tako, eden je, eden ni, eden je, eden ni, jezik je špičast, oči so okrogle, lasi so neki plešasti, kot neki tako, da frči neki, in tak grbast in tak. In on je mene začel napadati, ta stvor. On je mene začel loviti, me začel praskati. In jaz sem od takrat vzela od nekje nek nož in jaz sem ga bam, tako v faco. In ta stvor je sicer padel po tleh, jaz sem nož spustila in ko sem pogledala mojo roko, je bila moja roka cela krvava. Zdaj, na energijskih nivojih ponavadi ni glih krvi. Mislim, je, če mora biti, ampak načeloma ni krvi. In jaz gledam to mojo roko krvavo in meni je bilo malček tako. Ampak pol gledam malček boljše in ta kri se je zdela taka čudna. Bila je rdeča, ampak je bila taka fake, kot da je bila taka prozorna, tekoča želatina. Nekako tako je izgledalo. In dobro, sem rekla, dobro, to nima veze, obrišem si jaz roke
In hočem iti naprej, ker sem pa tam videla spet nekakšna vrata, ko me neki pocuka od zadaj, spet nek tak drug stvor. In on je mene začel trgati, te kremplje mi je dal v trebuh, to mi je vse raztrgal, začel je trgati moje roke, moje lase, primo me tako mi strgal, pa še on mene zmrcvaril. Stari moj, what the fuck. In jaz tega nisem hotela doživljati, ker sem že šla enkrat v preteklosti čez tako izkušnjo. In sem pač umrla, ne, sem umrla takoj tam, na licu mesta. Zdaj, smrt na energijskem nivoju ne obstaja, ti ne moreš na energijskem nivoju umreti nikoli, praktično ne moreš. Tudi če umreš, v bistvu ne umreš, ampak samo zapustiš ta svet in pač greš v nek drug svet, se transformiraš praktično. In v bistvu smrt je zelo dobra na energijskem nivoju, ker ti pomaga, s tem umre nek stari del tvoje identitete. Okay? Ne umreš ti kot človek, ampak umre stari del identitete. Naprimer, umre nek del, ki ti več ne koristi v življenju. Okay? Pač mi gremo dostikrat čez smrt naše identitete. Naprimer, ena od takih večjih smrti je prav v času najstništva. Ne? Takrat postajaš iz otroka, se spreminjaš v odraslo osebo in greš čez to fazo smrti identitete. Nisi več tisti otroški ti, ne? Postaneš bolj odrasel. Okay, tako da to ni nič strašnega, ne se sekirati. Mislim, je strašno, ko si tam gor, mislim na začetku, no, zdaj jaz sem že navajena vsega in svašta, ampak jaz v glavnem umrem. In pridem naenkrat v eno tako lepo pokrajino. Lepo pokrajino. Bilo je sonce, bilo je morje, tam v daljini, in bila je lepa taka trava in lep travnik, čudovit, tam naprej so bili hribčki, grički in tle na travniku zgledam eno tako lepo veliko drevo, pod tem drevesom je bila taka lesena miza, masivna lesena miza in tam sedi Franci Matos in prebira mojo knjigo. On je bil tam pod tem drevesom v senci in liko sem prišla do njega, je obrnil zadnjo stran in zaprl platnico. In mi reče: luškana knjiga, je pa taka softič, ne, ker v bistvu ta knjiga govori o energijskih nivojih in v bistvu kako opisuje moje potovanje po energijskih nivojih, ko sem jaz prvič se naučila, kako vstopati v svetove, v energijske svetove drugih ljudi. In to se mi je zgodilo na mojem učitelju, ki by the way ga ne poznam osebno, ampak sem ga srečala na internetu in sem se uspela z njim energijsko povezati, ker mi je ful dvignil pritisk. Ker je govoril, kako pa kaj, on pa ni živel svojih pridig, ne, tako bom rekla. In sem se uspela z njegovo energijo povezati in sem doživela z njim ful zanimivih stvari. Zdaj pa pomembna stvar v tej knjigi je tale stran, kjer piše: ne berite knjige, če se bojiš globin. Ne berite knjige, če se bojiš hudiča. Ne berite knjige, če se bojiš teme. Ne berite knjige, če si ne želiš odpirati obzori. In ne berite knjige, če si ne želiš sprememb. To knjigo beri le, če si pripravljen na vse. In v bistvu v tej knjigi tudi srečam hudiča. To je bilo prvič, da sem srečala hudiča. In prideš tako v tretji svet, v hudičevo bazo. To je bil hudič od tega mojega učitelja, ki me je prav tako zmrcvaril. Ok. On prebere to knjigo, reče, da je simpatična knjiga. In pa se mi nasmeje in reče: Teja, veš, ti v bistvu sploh še nisi zares srečala tistega, ta pravega hudiča. Zdaj, ko je on to rekel, jaz sem bila, čakaj, kaj govoriš? Kaj govoriš? In rekel: ne, ti pravega hudiča srečala še nisi. In jaz tako odvrtim v glavi vse hudiče, ki sem jih kadarkoli srečala. Zamišljam si hudiče, ki so še hujši od tistih hudičev, ki sem jih jaz srečala.
Zamislim si najbolj hudega hudiča, ki si ga lahko jaz zamislim z mojimi sposobnostmi in vsemi znanji, ki jih imam na energijskem področju. In ta najhujši hudič, ki sem si ga lahko zamislila, z dodanim vsem temi temnimi silami, kar je možno, come on. Vsakega hudiča se lahko premaga. Pač hudičevo energijo je v bistvu zelo enostavno premagati, ko veš kako, ko veš, kaj je hudič. In jaz njemu to hočem povedati, in on pač, da ne, ti pravega hudiča sploh še nisi srečala. In meni dviga pritisk. Ne mi govoriti tega, ker jaz točno vem, kaj so hudiči, jaz točno vem, kaj je hudičeva energija. Res pa je, da obstajajo dosti hujše sile od hudičeve energije. In on tega ni hotel sprejeti, on je bil prepričan, da jaz pravega hudiča sploh še nisem srečala, in meni je to toliko dvignilo pritisk, da sem šla ven iz njegovega sveta. Pridem jaz v prebujeno kraljestvo, razbijem ona vrata, grem tam do hodnika, Janez Janša je še tam sedel za onim stolom in za ono mizo njegovo, in sem brcala na ta njegov stol, da se pač bil je na kolečkih, ne, se odkatalil tam do roba stopnic in skoraj je padel dol po stopnicah. Zadnji moment se je uspel ujeti. Jaz grem po teh stopnicah navzdol z jeznimi težkimi koraki, ker sem imela pač meni ko nekdo. Zakaj sem bila jezna? Jezna sem bila zato, ker po vseh teh nekih kolobocijah, ki sem jih imela v njegovem svetu, in po vseh trenutkih, ko sem se recimo sploh pri Janezu Janši dokazala glede teh temnih energij, sem dobila občutek, da ta Franci Matos še vedno podcenjuje moje sposobnosti. In jaz sem šla torej dol v to avlo, odprla sem ta vrata, ne vem, kaj so bila ta vrata za dvigalo, in to se je zaprlo, in ko se je zaprlo, je to steklo počlo. In pol je prišel pač Janez tam do mene in mi je rekel, kaj je bilo, zakaj si jezna? In sem rekla, da pač ne boste se delali norca iz mene. In sem šla. In nisem šla sploh v Lumi svet, jaz sem bila jezna, jaz sem rekla, ne bom se šla tega na tak način, in pač se zbudim, ne, zdaj, ko sem se jaz zbudila, nisem bila jezna, logično, jaz sem bila kaj dobro. Okej, in meni je bilo to ful zanimivo in kaj je on zdaj mislil s tem, ne, da jaz pravega hudiča sploh še nisem srečala in da je moja knjiga, ne vem, če sem to rekla, ampak da sem softič, je rekel. Meni je rekel, da sem softič. Pač come on. Okej, jaz razumem, da sem ženska, ne, ampak come on, softič pa res lih nisem, no. Zdrži marsikaj, pa tako. Pač to me je razjezilo, ne, in jaz pol v naslednjih dneh premišljujem o tem pogledu, ki je bil res tako malček crazy. In uni dan, ko sem delala ta pogled, je bil po tem pogledu je bil katastrofa dan, to je bilo, celo skregala sem se z mojim fandom, ki midva se nikoli ne kregava. Mislim, kregava se že, ne, ampak to je tako bolj neko podrkavanje drug drugega. Da se pa tako prav kregava, da se dereva drug na drugega, to se ne zgodi skoraj nikoli. Ampak uni dan pa se je, ne. In sem prav pomislila, to so mogoče te energije, da sem kaj navlekla na sebe, dobro, bomo rešili, itak pol drugi dan so bila že prijatelja, ni problema. Ampak razmišljala sem tudi o tej krvavi roki, ne. Kaj je ta krvava roka bila? Zakaj sem začutila to energijo, da bi ga pač hudiča se ne ubija, ne. Mislim, hudiča ubiti je neumno, ker kot sem rekla prej, smrt na energijskem nivoju ne obstaja. Če ti ubiješ hudiča, kaj lahko dosežeš, je samo to, da bo ta hudič ratal še močnejši. Tako da jaz premišljujem o tem vsem in tako, minevajo dnevi, ne. In premišljujem, in pol nekega dne, to je bilo zdaj v torek, torej 4 dni nazaj, ne. Meni kapne neki pomemben detajl. Jaz se spomnim, ko sem šla takrat pokukat v ta njegov svet, ne. In je bilo tisto vse neki lepljiva gmota, črna in tako, in radioaktivnost se je čutila, čeprav je sploh ni bilo. Čutil se je neki zvok, čeprav ga sploh ni bilo, neko piskanje. Pol, ko sem in kaj je bilo najbolj
posebno v tem svetu je bilo to, ker je bilo vse črno, vse. Franci Matos pa je tam ležal na tleh, ampak je izgledalo, kot da se je on tam tako ulegel pa nastavil. Pač tak je bil prizor, kot da on tam glumi neki. In jaz sem to takrat opazila, ampak nekako lahko bi pol tudi, pač takrat sem sklepala, da je v taki pozi zato, ker je bilo, pač nisem mogel rešiti in je bil že nekako utrujen. Ampak imel je belo srajco, tega sem se spomnila in na obrazu ni imel skoraj nič te črne gmote. In jaz to razmišljam, to mi je bilo nekam sumljivo, čakaj, zakaj to nisem tega takrat tako videla. Pol se spomnim spet te roke in se spomnim, da ta kri ni bila kri, da to je bilo neka čudna želatina, kar takrat sem pomislila, pač dobro, to je bil stvor, on je bil cel nek čuden, imel je čudne prste, čudne roke, čudne oči, pač pol ima verjetno tudi čudno kri. In tako jaz tuhtam in tuhtam in tuhtam, povezujem, razmišljam, se vživljam nazaj v te svetove, ko mi kar naenkrat končno klikne. Vse to je bila zgolj preizkušnja. Janez Janša in Franci Matos sta mi pripravila težko preizkušnjo, preko katere sta želela preizkusiti, kako pogumna je moja energija. Tako da očitno tale zgodba še ni končana. In zelo verjetno bo razkrila še marsikaj. Komaj čakam, da vidim, kaj bo to. Ker smo pa zdaj že zelo dolgi, bomo ta vpogled malo bolj podrobno komentirali, predvidoma naslednji petek v Blebetu. Do takrat pa te vabim, da podeliš svoje občutke, svoje misli, svoje vprašanja ali karkoli želiš spodaj v komentarjih. Bom zelo, zelo, zelo vesela, če imaš kaj lepega ali pa zanimivega za povedati ali pa pokomentirati. Drugače pa bomo videli, kaj bodo prinesle energije naprej in komaj že čakam videti, kdo bo na sporedu v sredo, ko delam nov vpogled. Lepo se imejte, čau!